pozdravljeni vsi skupaj na tej naši okrogli mizi, na kateri se bomo pogovarjali o tem, kako se najbolje pripraviti na maturo oziroma kako najbolj optimalno preživeti eno izmed največjih oziroma prvo največje res stresno obdobje v vašem življenju. Torej, v okroglo mizo bosta vodili Sara Boganinović, njo že poznate, naša inštruktorica za psihologijo, tretji letnik psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in pa Tjaša Prezelj, prav tako tretji letnik Filozofske fakultete, isto psihologije. Ona je pa tudi zlata maturantka, tako da ima nekaj pojma, kako se dobro pripraviti na maturo. Skupaj vam bosta povedali tips and tricks, kako res na najboljši način lahko preživete tole obdobje. Z nami je pa seveda tudi Matej Mivšek, on je pa dijak 4. letnika gimnazije Vič. On bo odgovarjal na vprašanja, povedal svoje izkušnje in potem tudi prebral vaše vprašanja, ki ste jih postavili na Instagramu. Tako da, Sara in Tjaša, beseda je vajna. Živijo še z moje strani. Hvala, Petrisa, za to lep povod. Kot je že Petrisa napovedala, bova s Tjašo danes govorili o tem, kako prestati maturitetno obdobje. Kaj so neke tehnike, ki vam lahko pridejo prav in čemu se izogniti. Tjaša, s čem moramo začeti? Ja, živijo še z moje strani. Za začetek vas moramo razočarati, da magičnega recepta žal ni. Bi poudarila, da vsi smo unikatni, vsi se na drugačen način učimo. In tudi mi dve pa danes mogoče govorili o kakšnih tehnikah, nasvetih, ki jih že poznate, pa so vam že znane, pa ste tako, saj to pa že vse vem. Ampak dejansko so raziskave pokazale in tudi iz lastnih izkušenj lahko poveva, da so koristne, kadar jih skombiniramo v nek koristen sistem, ki je pisan nam na kožo. In verjetno, glede na to, da ste že prišli do mature, da ste že uspešno opravili veliko testov, izpitov, imate tudi že vi sami nekaj pojma o tem, kako se učiti. Tako je, točno to, kar je Tjaša rekla. Glede na to, da ste pred maturo, ste se do zdaj verjetno že kdaj v življenju vsaj malo učili. In zagotovo vam bojo kakšne od teh stvari, o katerih bova govorili, tudi znane in mogoče celo čisto samoumevne. Ampak moramo se zavedati, da vi na tej točki niste isti vi, kot boste čez 2-3 tedne sredi maturitetnega obdobja. Takrat vam bo mogoče glava letala na čisto vse strani. In sploh takrat bo pomembno, da se spomnite tudi teh najosnovnejših stvari, ki jih bova danes ponovili z vami. Pa tudi za vas bova pripravili poseben list, kakor neko checklisto oziroma glavne točke današnjega predavanja, zato da si zapomnite tudi med maturo, ko boste v največji paniki, kaj je vaš plan, kaj so vaši cilji in kako se učiti. In začeli bova mogoče z enim takim miksom najrazličnejših, kakor smo že rekli, osnovnih vprašanj, ki je fajn, da jih razčistimo. Ja, pa se mi zdi za začetek je tako najbolj osnovno vprašanje, kje in kdaj se sploh učiti. Tako da, Sara, kaj bi ti rekla? Kje se je pametno učiti? Kdaj, na kakšen način? Jaz bom zdaj uporabila eno besedo, ki jo bom še ves čas tokom tega videa, in to je rutina. Rutina pa to, da je odvisno. Seveda smo si različni, kot si že rekla, Tjaša, tako da je najbolj logično, da si vsak ustvari neko rutino in jo prilagodi sebi, kot njemu najbolj paše. In tudi za kraj in čas učenja sta najpomembnejši rutina. To, da ves čas ponavljamo stvari na tak način, ki nam je znan in udomačen, zato da porabimo manj energije, zato da se sploh spravimo učiti in jo lahko namenimo več dejanskemu procesu učenja. Zdaj, čisto konkretno bi za kraj rekli, da se učite tam, kjer ste se učili že do zdaj. Ker pač upava, da ste se vsaj kdaj do zdaj. Recimo, največkrat bo to vaša soba, verjetno, za veliko večino od vas. Vaša soba, za pisalno mizo seveda najbolje, veliko bolje kot na postelji, ki je namenjena spanju in jo povezujemo s tem. V nekem čistem prostoru, da date stran distraktorje, od telefona se bo treba ločiti, ali pa ga vsaj dati na kakšno nastavitev, ne vem, focus mode ali pa do not disturb. Seveda, da je tudi preostanek vaše mize čist in urejen že pred tem, da se ne ukvarjate s tem, da nimate kam odložiti učbenikov med učenjem, da date tudi računalnik stran, če ga ne rabite izven vašega vidnega polja in podobno. Zdaj, kakšni od vas pa mogoče tudi nimate lih najboljših pogojev se zaučiti ali v vaši sobi ali pa doma. Za take primere bi zelo lepo priporočili knjižnice, zagotovo imate kakšno blizu vašega doma, tam je tudi urejen, tih prostor in še kar je zelo, zelo pomembno, kjerkoli ste, da je dovolj svetlo. Zdaj, če sama vem iz najinih predavanj, a veš, ko jih imava kdaj v kakšnih predavalnicah ali pa učilnicah, ki so čisto temne. Jaz si od tistih predavanj nič ne zapomnim, ker na pol skrbim, iskreno.
Ja, prav res. In to, da imamo res svetel prostor, nas bo tudi motiviralo za to, da bomo se bolj učili. Ena alternativa, če imate miren kotiček, lahko to delate tudi zunaj. Jaz sem se večino časa za maturo učila zunaj na balkonu, sem imela tako srečo in se mi je bilo veliko lažje tudi spraviti učiti, zato ker sem vedela, da bom lepo zunaj na sončku, še kakšno kavo sem si skuhala zraven in sem se imela prav fino. Da sem si ustvarila okolje, v katerem mi je bilo prijetno in v katerega sem rada šla. Lahko greste mogoče tudi na sprehod, če si recimo posnamete gradivo ali pa si vzamete kartice s sabo in lahko ponavljate med tem, ko ste v naravi, v lepem okolju, če seveda to ni preveč distracting za vas. Ena stvar, ki je meni tudi ful pomagala, je bilo to, da sem si ustvarila playlist glasbe, seveda inštrumentalne, ki mi je pomagala in sem jo predvajala v ozadju, ko sem se učila. Jaz osebno imam ful rada lo-fi in obstaja tudi na YouTubeu ogromno playlist, obstaja tudi live version in sem imela ustvarjen playlist na ta način, da takoj, ko sem si ga prižgala, so moji možgani že začeli povezovati to glasbo s tem, da zdaj je čas za fokus, da je čas, da se jaz učim in na ta način sem se pol tudi lažje spravila, takrat, ko mi je res manjkalo motivacije. Ja, in tukaj se vidi, kako smo si različni, recimo meni gre pa lo-fi večino časa na živce in bolj čas že poslušam glasbo, da mrajš kakšno klasično. Veš, kaj pa je taka stvar, ki se mislim, da med veliko nami ponavlja, da nam je pa skupna. To, da se radi označimo za prokrastinatorje, da ne vemo, kdaj začeti, da si zjutraj rečemo, sploh zdaj, če imate šolo tako, da so šolske ure neobvezne tik pred maturo in ste lahko po cel dan doma in si rečete, ok, zdaj vstanem, začnem in se bom ful učila in pol se ta ful spremeni v nič in je ura že 4, pa si tako, ok, ampak zdaj pa že pol dneva rabim odmor, čeprav nisem nič delal, pa je ura že 8, pa je dan že minil. Kaj pa je s tem? Ja, meni se je to zelo pogosto dogajalo in tudi velikokrat nisem čist vedela, kam je šel moj dan in bi vam res priporočila, da probate razmisliti o tem, zakaj prokrastinirate, ker obstaja veliko različnih razlogov, zakaj odlašamo. Lahko je to pomanjkanje motivacije, recimo, da v učenju ne uživamo, da nam povzročajo neko psihološko nelagodje, mi temu strokovno rečemo, tako da zaradi tega mi odlašamo s tem. Lahko je to perfekcionizem, mogoče ste nagnjeni k samokritiki ali pa se bojite kritike drugih in posledično ne morete nobene naloge dokončati, zaradi tega, ker se vam nikoli ne bo zdelo, da ste to dosti dobro naredili in včasih potem sploh ne začnete z nalogo, zato ker vas je strah, da jo ne boste popolno izvedeli. Lahko je pa to tudi strah pred neuspehom, recimo, da odlašate do zadnjega trenutka, zaradi tega, recimo, ker si rečete, da takrat bom pa lahko pol ta neuspeh pripisal temu, da nisem imel dovolj časa in se ni odvisno od naših sposobnosti potem. Tako da je fino, da ozavestimo, zakaj odlašamo, zato da lahko pol tudi na ta način se lotimo tega, na kakšen način pa ne odlašati. Se zelo strinjam, ja, da moramo tudi pri sebi ozavestiti, da kultura tega odlašanja in tega, da sami sebe nekako, imamo občutek, da se že hvalimo, jaz pa vedno prokrastiniram, da nam to za večino stvari, ne vem, tudi v službah pol, pa sploh zdaj za maturo, ne bo nič koristnega prineslo. Kaj pa narediti za to, da to prekinemo, da se spravimo v zagon, da če rečemo danes začnemo z učenjem ob 10 zjutraj, res začnemo ob 10 zjutraj in ne ob 10 zvečer? Ja, meni se zdi, ena od stvari, ki mi je najbolj pomagala, je bilo to, da sem si poenostavila naloge oziroma jih razdelila na manjše delčke, da ni bilo tako, ok, zdaj se bom pa usedla in se bom naučila vso matematiko. Takrat sem res odlašala v nedogled. Medtem, ko sem si postavljala bolj preproste, enostavne, točno določene naloge, sem vedela, da bom zanje porabila manj časa in sem bila potem tudi bolj motivirana in sem imela cilj. Vesela sem bila, ker sem na koncu lahko naredila kljukico, je bila še dodatna motivacija. Tako da meni je to zelo pomagalo. Ena od stvari, ki mi je bila tudi fajn, je to, da sem si rekla, ok, zdaj bom pa delala samo 10 minut. In v veliko primerih se je zgodilo, da ko sem se enkrat lotila naloge, da sem jo potem dejansko delala dlje kot 10 minut, zaradi tega, ker sem padla noter v ritem in sem dobila nek ta zagon. Najtežje mi je bilo najti motivacijo za začetek. Ja, in tudi različne raziskave kažejo, da najtežji del je ravno to, ta začetek. To je bilo nekako o tem, kako se spraviti v pogon, zdaj pa, a se naprej poganjamo sami ali skupinsko? Bi se rajš, oziroma bilo boljše učiti posamično ali s prijatelji, s sošolci?
Meni osebno se je ful fajn učiti s prijatelji, ampak tako, mogoče tak balance, včasih malo sama, včasih malo s prijatelji. Se mi pa zdi, da smo mogli si res dati pravila, kako bo ta čas potekal, oziroma kako bo to izgledalo, zato da se nismo preveč motili, ampak smo recimo skupaj ponavljali. Mi je bilo pa zelo koristno, ker si je mogoče eden od mojih sošolcev zapomnil druge detajle, kot sem si jih jaz zapomnila, in na ta način smo potem sestavljali celo sliko. Ali pa so, ne vem, medtem ko sem jaz njemu razlagala, je on poslušal in obratno, tako da sem zvadila oba vidika. Kaj pa ti, Sara? Se zelo strinjam, ja. Zdaj, mogoče, če ste se učili kdaj ali pa probali učiti skupinsko čez srednjo šolo, se zna to hitro sprevršiti v neko druženje, govorite o stvarih, ki so vam všeč, malo opravljate, kdo je komu drugemu všeč in tako naprej. Zdaj, za maturo mislim, da dosti pomaga tudi ta občutek nujnosti, da veste, da zdaj gre pa zares, da to ni samo še en od vseh testov in vas tudi to kar malo potisne, da vsi jemljete resno. Ampak tudi, če imate težave s tem, kako razmejiti to druženje in učenje, da si res date nek cilj, do te ure se učimo, potem naprej se družimo. Ali pa vmes imamo en odmor, ker vemo, da ne moramo ostati tako dolgo osredotočeni in se potem pogovarjate in nadaljujete. Seveda gre pa to najboljš skozi s treningom, da večkrat sprobate, če pa ugotovite, da nikakor ne gre, se je pa seveda super učiti tudi sam in razviti nek svoj sistem. Najboljše je pa kombinirati oboje. Se nekaj časa učiš sam, preveriš z drugimi. Ker kakor je Tjaša rekla, včasih vam lahko kdo drug res zelo veliko pomaga in je brez veze, da se mogoče sam ukvarjati z nekim primerom od voda, ki vam res ne gre. Če veste, da imate nekoga, ki ga lahko vprašate, je njemu nekako tudi malenkost to razložiti, pa hkrati seveda tudi on že zase ponavlja, vam pa to res prihrani toliko energije, ker vam nekdo lepo razloži in bolj razumete, kakor če morate googlati, odpreti učbenik, pogledati sami, pa vam ne gre. In tudi to, kar je že Tjaša rekla, še to, da vidimo različne vidike in se dopolnimo. Ne vem, za moje pisanje eseja smo se učile skupaj s prijateljicami in dosti stvari sem že jaz imela v glavi, sem jaz vedela, posredovala drugim. Potem med pisanjem, pač med maturo, kar ste vi esej že imeli za sabo, oziroma če nas gledate v kasnejših letih, je to zelo uporabno, da nekako delite svoje ideje in poglede na vse osebe pa to, ker po med maturo sem se pa spomnila, sem ta moja prijateljica, je pa izpostavila še ta vidik zgodbe in vzrokov in sem dopisala še to in je veliko več, kot če bi samo to, kakor sem videla jaz. In tudi se mi zdi, da včasih je lahko zelo tako intimidating, ker je ogromno snovi in recimo si je težko narediti, ne vem, kartice za ponavljanje ali pa kratke izpiske ali pa povzetke za čisto vse snovi in če si mogoče v skupini prijateljev malo razdelite po snoveh, si lahko tudi to podelite med sabo in potem bolj efektivno porabite čas, kot če bi vse mogli delati izključno sami. To je tudi zelo res, ker vemo, da je snovi veliko. Da nismo pa še točno spregovorili o tem, koliko dolgo se učiti, se pa to v bistvu povezuje s tem, koliko dolgo spimo. A greva najprej na spanje, Tjaša, koliko spati med maturitetnim obdobjem? Ja, mislim, da smo vsi že iz veliko različnih smeri slišali, da je spanje ful pomembno in da je res potrebno spati. In dejansko ogromno strokovnjakov pravi, da je spanje eno ključnih stvari za to, da lahko potem efektivno delamo, da se lahko učimo, da so naši možgani osveženi, naspani in da na ta način potem lahko tudi bolj koristno uporabimo naš čas čez dan. Tako da jaz bi vam res priporočila, da je spanje ena od vaših prioritet. Mogoče se zdi, ko pomislite na to obdobje pred maturo, da se boste učili od 7 zjutraj pa do 2-3 po noči, ampak to boste mogoče lahko delali 2 dni, potem boste pa samo crashali in boste naprej tako utrujeni, da ne boste mogli se več učiti. Tako da minimalno bi jaz rekla, da vsaj 6 ur na dan res spite, ker nažalost se ne moramo spati na zalogo. To je še ena stvar. Tudi če bi en dan spali po 12 ur, pa naslednji dan po 4 ure, to ne bo funkcioniralo in bomo še bolj utrujeni. Tako da si moramo res konsistentno vzeti čas in postavljati spanje kot prioriteto. Zato, ker boste potem tudi naslednji dan lahko prišli z bolj osredotočenimi mislimi in boste imeli tudi več energije, zagona, zato da boste delali lahko dejansko čez cel dan. In zdaj se vračamo že spet nazaj k temu ritmu pa rutini, ki sem jo že omenjala.
ni idealno čist podreti svoj ritem spanja v nobeno smer, pač kakršen koli je bil. Če ste od teh, da ste hodili spat že ob 9-10, se ne počutite prisiljene, da zdaj pa, ker je matura in maturitetno obdobje, da morate ful zavleči svoje večere in se učiti ne vem, do 2-3, če prej v življenju niste bili tako dolgo po koncu. To je brez veze, zato ker vaše telo ni navajeno, vaši možgani se niso navajeni takrat učiti. Vsi vemo, da imamo v sebi ritem, ki v bistvu zaznava spremembo dneva in noči, in če vaše telo ni navajeno, to ne bo neko učinkovito učenje sredi noči. Boljše tudi takrat iti spat približno ob tisti uri, kot navadno hodite. Ok, če imate kakšno snov še za ponoviti do konca, da ne končate, ne vem, sred nekega poglavja, zavlečete pol urce, maksimalno 1 urco, ne vem, greste ob 11, namesto 9-10, kaj kasneje pa ni treba. In tudi v drugo smer gre tako. Jaz sem bila od teh, ki smo zelo pozno hodili spat med srednjo šolo, 1-2 ne priporočam brez veze odvečno, ampak potem tudi med maturo, ker sem seveda vedela, da vseeno moramo biti naspani in spočiti, kot je vse super izpostavila že Tjaša, da pa tudi, če zdaj naredim nek ogromen obrat, moje telo ne bo zmožno te hitre prilagoditve na to, da zdaj pa kar naenkrat hodim že, ne vem, ob 9-10, če pa prej nisem. Probala sem pa vsaj malo zamakniti, da sem si rekla, ok, do 12 bo do posli, ne rabiš biti dlje po koncu, in to je neka zadovoljiva sredina, da zdaj ne porušimo tega, česar smo navajeni že ves čas, ampak da vseeno probamo majčkam več spanja odprnesti. In tudi, da je ta spanec kvaliteten, zato da je res tudi to globoko spanje, tako da bi jaz tudi vas opozorila, da mogoče previdno s kofeinom. Vem, da je najlažje spiti eno kavo takrat, kadar se ne moreš več skoncentrirati, ampak kofein dejansko vpliva na ta globok spanec in ga ni dobro piti tako kakšnih 8 ur pred spanjem vsaj, ker drugače tudi zjutraj se ne bomo zbudili toliko. In s spanjem so povezane tudi ure učenja. Ja. Za ure bi pa mogoče samo še enkrat povzeli to, da če ste se prej učili, pa da si ne delate nerealnih planov, če ste veste, da se za nek povprečen test, za kar en predmet srednje šole, ne vem, kemija v 2. letniku, če ste se lahko učili za en test po maksimalno 4-5 ur na dan, zelo težko lahko pričakujete, da boste med maturo zmožni ful več. Ja? Ne si reči, da se boste učili 10 ur na dan, ker vemo, da je to zelo težko doseči, da se težko osredotočamo tako dolgo in je brez veze delati neke nerealne plane in cilje. In s tem je pa povezano še nekaj. Spimo čez dan ali ne, vmes med našim učenjem. Ja, a si ti kdaj vzameš kakšen power nap, Sara? Včasih si, pa me vedno malo skrbi, da kaj, če se zbudim še bolj utrujena, ampak vem, da imaš tudi ti za to rešitev. Kako pravilno power napati? Ja, dejansko raziskave kažejo, da je power nap lahko zelo fajn pred učenjem, ampak spet power nap je tako 20 do 30 minut, zato da se spet naredi ta hiter prostor v možganih in potem lažje zadržimo nove informacije, jih obdelujemo, tako da tudi ni nič narobe, če si vmes enkrat sredi dneva vzamete teh 20-30 minut in potem, ko se zbudite, da mogoče se malo razmigate ali pa si umijete obraz vodo, tako da spet pridete noter v ta fokus. Ampak ja, s power napi ni nič narobe, spet, če so v mejah normale, pa če si jih postavite tako ob logičnih časih. Ok, zdaj imamo pa, preden greva naprej na to, kaj ne delati, še en speed round, lahko rečeva 3 vprašanj. Tjaša, med maturo, a se še družiti s prijatelji, pa a še hodimo na treninge, pa take zadeve? Ja, mogoče se vam zdi, da je odgovor na to logični ne, ker se moramo učiti, ampak dejansko je fajn, da si tudi vzamete čas za učenje, poleg učenja za druženje, za treninge, ker spet to je nekaj, kar je del vaše rutine in tudi ni mogoče, da bi se učil toliko ur na dan. Poleg tega nas pa lahko prisili nek dogodek v dnevu, ki vemo, da bomo uživali, nas lahko prisili v to, da potem preostanek dneva ali pa ure pred tem bolj efektivno uporabimo, zaradi tega, ker vemo, da zdaj imam pa še 2 uri in potem se grem družiti in bom tisti 2 uri res fokusirano delal. Če bi imeli pa cel popoldne, bi se pa lahko to razvleklo, to delo, čez 3-4 ure. Točno to, in to je nekako v tej popularni mainstream psihologiji poznano kot Parkinson's law, ker je nek gospod Parkinson to opisal kot tako, da se naše delo razporedi
v čas, ki mu ga dopustimo, ki mu ga namenimo. Če mi vemo, da smo bili zjutraj v šoli, zdaj je ura nekje 3, imamo še celo popoldne, celo noč, da se naučimo 3 točke iz našega plana za učenje fizike, se jih lahko učimo cel večer. Ampak moramo se vprašati, a so te 3 točke res potrebovale ta cel večer učenja? A smo se res morali toliko dolgo učiti? Ali je to samo zato, ker itak nič drugega nismo imeli, pa smo razvlekli, pa smo malo luft gledali, pa smo malo še druge stvari počeli. Če pa imamo napovedan trening, ne vem, ob 6 ali pa združenje s prijatelji, pa vemo, da bo treba predelati to fiziko in pol iti še naprej. In to še ne pomeni, da bo kvaliteta vašega učenja slabša, ker boste delali hitreje pa v krajšem času. To samo pomeni, da ste takrat res fokusirani in je za vas na koncu boljš, da se natrenirate malo bolj intenzivnega učenja v krajšem času, kakor pa, da cel dan sedite in se date že v neko tako čudno, ogabno voljo, kjer ste cel dan zapravili, pa nič kaj zares niste naredili. Ja. Kaj pa tisti en dan pred maturo, ali to tudi prakticiramo takrat? En dan pred maturo pa mogoče tega ne naredimo. Ok, če mislite, da ne znate kakšnega ful pomembnega poglavja in se ga hočete na hitro naučiti pred maturo, ponovite. Ampak med maturitetnim obdobjem je najboljš ciljati, da imate do neke točke že vse predelano, ker pol naprej, ko odpišeš eno maturo, pa čakaš na drugo, si neke take čudne volje. Nisi čist utrujen večino časa, ampak vseeno si, pa čuden se je spraviti nazaj učiti, tako da takrat ne upati, da boste zdaj pa kar naenkrat še pol snovi dan pred maturo predelali. Ne bo šlo. Ja, in tudi ne pozabiti na svoje duševno zdravje med maturo, tako druženje s prijatelji, trening, tako samo tudi telesna aktivnost. In pač to je res pomembno za to, da skrbimo tudi za svoje duševno zdravje. Ga ne rabimo dati na stran med maturo. Res je. Ok, kaj pa mogoče učni stili? Veliko smo že slišali o tem, verjetno smo tudi v gimnaziji že reševali kakšen test. Kako je z učnimi stili? Ja, a poznate to foro o učnih stilih, da eni smo bolj kinetični, torej da se moramo vedno premikati, kaj delati, prijeti, da so kakšni bolj vizualni, da jim pomaga to, da gledajo, kakšni bolj slušni. Mi vem, da smo v srednji šoli kakor neke te teste reševali, samo imam občutek, da so mogoče premalo poudarili, da nas ne sme to, kar dobimo ali pa kar mislimo, da smo od učnih ciljev, omejevati. Zakaj bi se omejili, če imamo 1000 različnih načinov učenja? Če ste vi vidni tip, to ne pomeni, da morate ves dan sam v neke slike stremeti ali pa gledati neke razpredelnice, diagrame, kaj še drugega vem. Pač skombinirajte vse, kar se da. Recimo, en ful dober nasvet, ki se mi zdi, da se ga ne poslužuje toliko ljudi, je, da lahko, ko se učimo in ko mislimo, da en del že zelo dobro znamo. Recimo, da se učite obdobje romantike pri slovenščini in mislite, da zdaj ga pa znate povedati, opisati, kdaj je bilo, kdo je v njem pisal. Med tem ponavljanjem ponavljate na glas in se posnamete vmes na telefon. In bolj ta posnetek imate kot vir učenja. Ko se kam peljete z busom, ko greste na sprehod, pa bi vseeno radi še malo ponavljali. Ali pa kakšen dan, recimo pred maturo, ko si rekla, ko že veš, da si toliko utrujen, da ne bo šlo res neko intenzivno učenje, ampak vseeno bi pa rad slišal. In ko se poslušaš, ujameš, kaj si mogoče vseeno pozabil, ali pa kje bi lahko nekako bolje nastopal, kar je zelo pomembno tudi za ustno maturo, da streniraš to govorjenje na glas, pa da se zraven posnameš za poslušati za kasneje, če že govoriš in se učiš. Ja, in tudi premalokrat se izpostavi, da večina nas je bolj mešanih tipov. To se pravi, mogoče en malo bolj izstopa, ampak se radi učimo na veliko različnih načinov. Tako da priporočava, da mogoče res poskusite par različnih tehnik, najdete tiste, ki vam najbolj odgovarjajo in na ta način bo tudi učenje postalo manj monotono in bo bolj zanimivo in bo tudi to avtomatično povečalo vašo motivacijo. Ker smo glih pri motivaciji, Sara, a si kdaj pisala kakšna motivacijska sporočilca, taka pozitivna? Ja, zdaj za to motivacijo sem jaz vedno nekako razdeljena. Včasih se mi zdi to ful cute, včasih se mi zdi ful cringe. Ampak že spet moramo pomisliti, kako bomo mi razmišljali med maturitetnim obdobjem. Ali vam bo šlo ful dober, kar upamo, da vam bo, ali pa tudi, če vam bo šlo malo slabše na eni točki, boste že malo zgubili fokus, ne boste vedeli, zakaj se sploh vse to greste, a ste dobri ali niste dobri, podvomali boste vase. In v tistem času je motivacijsko sporočilo pač tako, kot da bi našel zaklad.
Tako da si dajte zdaj napisati, ne vem, ene moje prijateljice so imele to, da so si ob ogledalih dale, dobra sem, šlo mi bo, uspelo ti bo. Zdaj se mogoče sliši cringe, ampak sred maturitetnega obdobja boste toliko veseli, ko se boste spomnili nazaj, da v nekem obdobju, nedolgo nazaj, ste se imeli še čist radi in da niste bili toliko napeti pa razočarani sami nad sabo. Jaz sem si kdaj tudi na moj to-do list napisala samo na vrh, recimo tako, imaš to, ali pa sam še malo stisneš, tako, take stvari, ki včasih se slišijo malo tako klišejsko ali pa cringy, ampak tako v momentu, ko ti pade motivacija, pa ful pridejo prav. Ja. Ali pa da si stavite nek random listek sred učbenika in ko obrnete na to stran, se boste vsaj nasmejali, ko vidite lepo sporočilce samemu sebi. Bi pa jaz še tle izpostavila, da je res pomembno, da mogoče si ozavestimo, zakaj sploh delamo. Zakaj nam je pomembno, da se dobro naučim za maturo, da se dobro pripravim za maturo. Lahko je to nekaj, da si po povezavi s fakulteto, lahko je nekaj samo s tem, da pokažete, da ste se nekaj naučili v teh 4 letih, ki ste obiskovali srednjo šolo. Tako da res ozaveste, zakaj to delate, kaj je glavni cilj in bo to vas lahko motiviralo tudi v prihodnje. Že spet povezano s tem, da sred mature nam vsem tako malo odstavajo misli in da si povrnete nazaj ta fokus, kaj je vaš končni cilj, zakaj pišete. Ali je to vstop na faks, kot je Tjaša rekla, ali pa tudi to, če pač matura vam ne predstavlja nekega posebnega pogoja in jo pišete sam zato, da se vsem pokažete, ker niste za brez veze hodili v srednjo šolo. Ampak zdaj pa nas čaka še najpomembnejši del. Česa ne smemo početi med maturo oziroma probamo početi res manj. Ja. Mogoče ena malo samoumevna stvar, ki ste jo mogoče večkrat slišali, ampak to, da samo beremo iz knjige ali pa si samo počrtujemo, se nam mogoče zdi, da smo veliko naredili, pa da je efektivno, ampak res je tako ena od najslabših tehnik, ki jo lahko uporabljamo, zaradi tega, ker je zelo pasivna, ker nas ne prisili v to, da si aktivno zapomnimo informacije in dejstva in mogoče bomo na koncu imeli čisto pobarvan učbenik in lepe zapiske, ampak v glavi bo pa lahko velika zmeda ali pa se bojo začele stvari med sabo pomešati. Tako da je veliko bolj, da poskusimo kakšno aktivno tehniko, sicer bo zahtevala več tako, tega mentalnega napora od nas, pa se nam bo mogoče jo ne bo dal izvajati v tistem trenutku, ampak bo pa imela zelo velike učinke in bomo lahko bolj efektivno uporabljali čas, kot bi ga, če bi samo spet prebirali snov. In spet, to je lahko nekaj, kar je lahko, recimo, da uporabljamo te kartice, lahko razlagamo nekomu. Tako obstaja ogromno različnih načinov, na kakšen način lahko tako aktivno se učimo. Lahko recimo tudi, ko preberete neko poglavje, če vam je bolj blizu to, da si berete v učbeniku, preberete poglavje in ga pol na glas s svojimi besedami obnovite, da res vidite, če ste dobili tiste ključne informacije. Ker nas včasih to, da smo samo vse prebrali, lahko zavede v to, da res vse znamo, ampak v praksi, ko te pa nekdo nekaj vpraša, pa v resnici ne znamo. Ja, to je zelo res in zelo dobra točka. Včasih imamo res ta lažen občutek, da zdaj sem se pa potrudila, zdaj sem pa celo popoldne brala, pa si jo označevala, sigurno kaj znam, ampak vprašanje je, koliko koristi nam prinese ta velik del zelo pasivnega učenja. In še en dokaj v resnici pasiven način učenja, ki se vam bo mogoče zdel, da se spet ful trudite, pa da ste ful neki aktivni, je prepisovanje. Vemo, da imate na maturi snov 4 let. Mogoče nimate svojih zapiskov od vseh nazaj ali pa nimate od drugih ljudi in se nimate iz kje učiti in mislite, da vam bo uspel, ne vem, ali z učbenikom, ali z internetom, ali s čimerkoli, uspet narediti nove zapiske. Ampak jaz vam polagam na srce, zmanjkalo vam bo časa. Vedno nam zmanjka časa. Vedno misliš, da gre popolj nekje na sredini tega ustvarjanja vseh zapiskov na novo, si že čisto utrujen, ker tudi to pobere energijo, ne naučiš se pa preveč. In bolj se vam lahko zgodi to, da ali obtičite nekje na sredi snovi, ali pa jo lih končate tik pred maturo, ampak a zdaj te zapiske samo imate, ali dejansko veste, kaj kje piše, a ste se dejansko naučili, ali pa sem to kup popisanega papirja. To je zelo pomembno, da se vprašamo in največkrat se izkaže, da to vse je samo kup popisanega papirja, najbolj pomembno je pa, kaj imate v glavi. Ja, in jaz se spomnim, da ogromno krat se mi je zgodilo, da sem tako večino časa samo prepisovala, brala in potem mi je zmanjkalo časa, da bi se sploh lotila nalog. Tako da mogoče še ena ful pomembna stvar, da se res začnete učiti na ta način, da si preberete in mogoče tudi, če še ne znate popolno, začnete reševati tudi kakšno nalogo zraven.
In to je zdaj že prvi nasvet tega, kaj pa delati. Rekli sva, da to, kar smo našteli, ni najbolj optimalno, kaj pa je. Najboljši način učenja je, da se učite na tak način in tako, kakor bojo od vas tudi preverjali znanje. Na Ricu njih ne zanima, koliko highlighterjev imate vi doma, pa koliko imate pobarvane zvezke in svoje zapiske. To je neuporabno, če na maturi ne boste zapisali ali pa ustno odgovorili ali pa če imate kakšne praktične predmete, naredili nekega izdelka. Zelo, zelo pomembno je, da se čim prej začnete učiti iz starih vprašanj. Vsa vaša možna vprašanja, ki jih boste imeli kadarkoli na maturi, so že zapisana. Kje? V starih maturah, v starih vprašanjih. Vse, kar boste vprašani, bojo samo malo predelane verzije že obstoječih stvari. In zato je seveda najbolj logično, da se učite iz njih. Kakor je že Tjaša rekla, tudi če niste sigurni, da že čisto v nulo znate snov. Tjaša, a bomo kdaj čisto prepričani? Jaz še nikoli nisem bila čisto prepričana. Ne, vedno boš imel občutek, da se bi lahko še malo utrdil, ampak utrjujte skozi vprašanja. Greš rečevati in tudi tam vidiš, daš stvari stran od sebe, ni ono, kaj je že pri fotosintezi, hop odpreš, pogledaš in misliš, da znaš. Ne, daš stran, najdeš, naloge za biologijo in jih rešuješ. Na koncu pogledaš rešitve, to vse je na spletnih stranih Rica, pogledaš, kaj je šepalo in pol greš za nazaj in ponoviš to stran, v učbeniku, v svojih zapiskih, če ne veš pa pogooglaš. Vse ti bo Google večino časa vrgel ven v resnici zadosten odgovor. Ali pa se naučiš tudi malo iz rešitev, kako so oni to ubesedili. In to skombinirano, kar vam bo vzel več energije, pa na začetku, dokler se nekako ne utečete, tudi mogoče mičkam več časa, kakor samo branje, vam bo na koncu prineslo to dejansko znanje, da imate izkušnje z vprašanji, da veste, kako izgleda pola, na kak način oni sprašujejo in kaj iščejo v rešitvah. Ker zdaj še ena stvar, ki bi zaključila ta svoj del s tem je, da nas učbeniki pa zapiski lahko včasih zavedejo. Mi moramo vedeti, kaj Ric išče, ne kaj je v učbeniku pobarvano, ker se vemo, da učbeniki se menjajo, pa so tudi različni za različne predmete. Pa tudi vašim profesorcem in profesorjem so bili lahko mogoče kakšni deli snovi bližji, pa so vam je zato boljše razložili ali pa bolj poudarjali, na koncu pa vidite, da v maturi se pa to zelo malo ponavlja. Tako da ne se zanašati samo na svoje stvari, ampak pogledajte to, kaj od vas zahtevajo. Kje pa že najdemo te informacije, Sara? Vse stvari najdete na spletnih stranih Rica in naslednja stvar, o kateri bova govorili, se tudi povezuje z Ricovo spletno stranjo in s posameznimi katalogi. Prej sva rekli, da si ne smejo dajati nekih nerealnih pričakovanj. Če veš, da v nekem povprečnem dnevu prebereš 20 strani učbenika, si zelo težko rečeš, da med maturitetnim ga boš pa 120. 30-50 že, če si prej 20. Do 100 ne boš prišel oziroma si ne boš nič zapomnil od unih vseh, ki si jih še dodatno. Zato je zelo pomemben koncept time blockinga. Time blocking je planiranje vašega časa. Torej, da si vi vnaprej pripravite delčke v dnevu, ki jih boste namenili posamezni snovi. Primer tega bi bil, da rečete, v četrtek zjutraj od približno 9 do približno 12 se učim zgodovino. A je to dovolj natančen opis, Tjaša? Ali bi morali napisati še vsa poglavja, pa vse? Če delamo plan za četrtek, zdaj smo pa 2 tedna nazaj v nek ponedeljek. Ja, mogoče bi se nam zdelo, da bomo bolj mirni ali pa da nam bo šlo boljše, če si naredimo točen plan po vseh dnevih za vse snovi, kako bomo to naredili. Ampak meni osebno še nikoli ni uspelo se čisto točno držati takega plana in velikrat nam to samo zbije motivacijo ali pa povzroči ogromno enega dodatnega stresa, zaradi tega, ker samo lovimo te urnike, ki smo si jih postavili naprej. In ravno s tem time blockingom si postavimo čas, kjer predelujemo določen predmet, potem pa kakšen dan prej ali pa kakšen večer prej, pa glede na to, kaj smo že predelali, pa glede na to, koliko nam je uspelo približno predelati v teh dneh, ali pa ko vidimo, ne vem, koliko je težka snov, ali pa kako nam je že šlo do zdaj, si lahko postavimo bolj natančen načrt. Recimo, zdaj pa je sreda, pa vidim, da bom jaz jutri predelal, ne vem, to poglavje, pa to poglavje, pa to poglavje in rešil to nalogo, pa še 2-krat bom šel čez kartice, ki sem si jih naredil, recimo. Tako da to time blocking bolj neke osnovne sklope, potem pa kakšen dan prej si pa naredimo bolj natančen načrt, ker se ga bomo tudi lažje držali, ker si ga bomo lahko sproti prilagajali, glede na to, kako nam je šlo že prej.
Ja, točno to, ker če si vi preveč natančno splanirate, če ne vem, poveste točno čist po vseh straneh ali pa točno po čist vseh podpoglavjih, se vam lahko zgodi točno to, kar je Tjaša rekla. En dan pride nekaj vmes, ali ste utrujeni, ali bog ne daj celo malo zbolite, ali se dlje zadržite s prijatelji, ki vas doma za kaj rabijo in vam zgine ta čas, da ne vem, ta točna 3 poglavja o Habsburžanih, ki ste jih dali pri zgodovini, vam to podre cel plan za naprej, kar ima 2 slabi posledici. Podrt plan imate, malo ste zmedeni, kako boste nadaljevali, morate zdaj vse to premikati, plus, če pogledate za nazaj, ste pol za brez zveze zapravili ta čas delanja natančnega plana. Boljše je, da si rezervirate delčke dneva in potem, kot sva že rekli, sproti zapisujete podrobnejše načrte, ok, zdaj sem se usedel, zdaj moram pa to, kakor pa, da si preveč splanirate. Zdaj pa še najlažji način tega planiranja. Ne rabite gledati, ne vem, kazala učbenikov, svoje zapiske, ker so zaporedja lahko malo različna, lahko vas je mogoče tudi malo strah, da kaj spustite, zato je najboljši del, da se vrnemo nazaj na spletno stran Državne izpitne komisije, kjer ima vsak predmet svoj katalog. V katalogu, ki je zelo dolg, so zapisane vse neke podrobnosti o tem predmetu, bla, bla, bla. Pol je pa še en del, kjer je napisan seznam zahtevanih znanj. Oni grejo po vseh poglavjih, ki vas bojo spraševali, in konkretno napišejo. Ne vem, če zdaj vzamemo za psihologijo. Pa drugač, vsi tečaji na e-maturi so na ta način narejeni. Recimo jaz, ko sem delala za psihologijo, sem vzela ta seznam in šla, ne vem, če je bil en sklop spomin, vam bo pol lepo razčlenjeno pisalo. Kandidat mora poznati delitev spomina na trenutni, kratkoročni, dolgoročni. Kandidat mora poznati proces zapomnjevanja. Kandidat mora poznati proces pozabljanja. In tako za vsako snov od vseh možnih, ki bojo na maturi. In je pa najlažje kar ta seznam vzeti, iti po njem po vrsti in se ga učiti. Tako ni šans, da kaj spustite, vidite približno, koliko snovi je, koliko je različnih poglavij in takih zadev, plus to je najbolj časovno efektivno, ker si nič ne pišete sami, ne rabite razmišljati, da je ta seznam grd, ne tak, ki bi ga vi radi imeli, zato ker je to vse, kar rabite. Berete ta seznam, se po njem učite in je to. In meni se zdi to tudi odličen pripomoček za mogoče tiste dni tik pred maturo ali pa tist večer pred maturo, da lahko samo še enkrat preletite, vse te snovi so, to sem vse že predelal in vam lahko da tudi mogoče malo večji zagon ali pa samozavest, da ste res pripravljeni na naslednji dan. Da ne greste čez milijon enih učbenikov zapiskov, ampak je tam vse zgoščeno, zbrano, te ključne besede, kaj je tisto, kar oni želijo od vas naslednji dan. Ok, Tjaša, zdaj sva rekli, kako naj izgleda okvirno njihov vsakdan med pisanjem mature, česa ne smemo delati med pisanjem mature, kaj naj rajš počnemo, kako naj pa zdaj ta naš način učenja utrjujemo, to snov, ki smo se jo naučili, kako naj poskrbimo, da si jo zapomnimo. En koncept je, v angleščini se mu reče spaced repetition, ki je zelo efektiven in sicer se nanaša na to krivuljo pozabljanja. Ker mi se, nažalost, nekaj zapomnimo, znamo in potem eksponentno to naše znanje pada in pozabljamo in kmalu spet lahko pridemo na nulo. Zaradi tega je ful pomembno, da mi ujamemo to krivuljo na tej točki, da še enkrat ponovimo in jo spet damo gor in počasi jo bomo vedno bolj ohranjali na neki višini znanja, zaradi tega, da si bomo lahko zapomnili te ključne informacije, glavne stvari, ker velika verjetnost je, da če smo nekaj prebrali, se naučili 3 tedne prej, bomo zdaj že pozabili. Vsaj podrobnosti, ki se jih tudi pričakuje na maturi. Tako da je fajn, da si res snov redno ponavljamo in ta spaced repetition, za spaced repetition obstaja tudi nekaj programov na spletu, ki vam že sami razporedijo snovi ali pa tudi te kartice, če jih uporabljate na ta način, da je to najbolj efektivno, da to krivuljo najbolj ujamete in da boste ostali na neki ravni znanja, da si boste čim več informacij zapomnili. Dolj časa. In zdaj mogoče vam to bolj pride prav za faks, recimo te programi so Anki, potem Quizlet in podobno, ki pač imajo svoje algoritme in vas glede na to, ste vi označili, da ste znali odgovoriti ali ne, ali da vam je šlo srednje, potem sami razporedijo te kartice časovno. Zdaj za maturo je pa tudi čisto dovolj to, da imate en list papirja za vsak predmet in ga razdelite na 3 dele. Nekaj, kar ful znate, nekaj, kar srednje znate in nekaj, kar vam dela težave. In bolj si snov, ki ste se jo naučili, razporedite.
Če mislite, da jo zelo znate, jo date v prvo, drugo, tretjo kategorijo in potem, recimo to, kar imate občutek, da pojma nimate, ko ste se učili, je recimo potem, da nič, pač da zelo slabo znate, ponovite večkrat v dnevu. Se še v istem dnevu večkrat vrnete nazaj, da res utrdite. In pol še naslednji dan in tako, dokler ne pomislite, a je zdaj kaj drugače, až tega še vedno čisto nič ne znam, ali lahko premaknem v katero od drugih dveh kategorij. Kategorija tega srednjega znanja bi pomenila, da ok, danes sem se to učil, bom jutri to snov ponovil in ocenil, kako jo znam. Če jutri ocenim, da jo super znam, jo lahko mogoče že premaknem višje, torej da jo kasneje ponavljam. Če pa je zelo ne znam, jo pa mogoče moram spustiti med te stvari, ki jih ne znam in jo še v istem dnevu večkrat ponovim. To, kar pa zelo znate, si pa lahko pustite za naslednji dan zvečer za ponoviti ali pa še za en dan kasneje in preverite, ok, a zdaj še vedno vse v nulo znam ali bi bilo treba pogosteje. In Tjaša, mislim, da sva s tem nekako zajeli vse glavne stvari. Kaj ti misliš? Ja. Meni se zdi, da so kar pokrile par različnih vidikov, bi pa povabila zdaj še dijaka Mateja, da nam še on malo podeli o tem, kako se pa on pripravlja na maturo, ali pa mogoče kire stvari se mu zdijo še posebej uporabne, ker smo jih mogoče danes videli, pa jih on upeljuje v svojo rutino učenja. Ja, tako ne mislim. Jaz sem povedal, da sem bil kar malo presenečen, tale sistem zapiskov. Jaz sem se tega zdaj po zgodovini kar še najbolj posluževal in da pač me kar malo skrbelo, da mogoče res mi bo zmanjkalo časa, ampak sem imel res občutek, da delam izpiske v službenika, da pač so največ človek naredi. To pol... če kar to pokomentirava, Matej, seveda je odvisno tudi od predmetov. Zgodovina je en tak lep primer, kjer vam v bistvu pomaga, da imate skondenzirane neke glavne točke, verjetno tudi v časovnem zaporedju, ker pač je vendarle zgodovina, fajn je vedeti, da so bili Egipčani pred Habsburžani. Ampak to za naloge se je pa mogoče celo največ nanašalo na take predmete, kot so matematika, fizika, kemija, biologija, kjer moraš res razumeti koncepte. Ni dovolj, da pač znaš napisati odvod, ampak moraš vedeti tudi, kako se ga reši. In kako se boš reševanja najboljš naučil? Ja, tako, da greš reševati. Pri zgodovini ti pa svetujeva, da mogoče, če imaš čas, če si dovolj zgodaj začel, si res narediš neke res te glavne zapiske, ampak glavne, da se ne ujameš pol v prepisovanje še nekih robnih tekstov z roba učbenika, ker za podrobnosti imamo lih to učbenike, in pol preveriš še z nalogami, kaj oni združujejo v sklope vprašanj in kaj skozi, eno besedilo zajamejo, ali pa kaj so ta najbolj pogosta vprašanja, ki so, zaobkrožati, ali kako je že pri zgodovini. Ja. No, se pa recimo tudi ta aspekt se mi je zdel zanimiv, ker ste izpostavili, da je res treba se zavedati, kaj RIC od tega pričakuje. Ker mi smo zdaj 4 leta na gimnaziji pač se nekako navadili, kaj recimo kakšen profesor od nas pričakuje, kje so te hakaci, zdaj pa je treba to malo spremeniti in pogledati, kaj se pa zdaj od nas pričakuje, da pogruntamo. Ta aspekt, ki tudi tega, mislim, jaz do zdaj tega nisem prakticiral, da bi nekaj tako gledal. Super, ja. Ja, pa pač mislim, to sem hotel izpostaviti, tole pravilo 10 minut, da reče, da sem prišel za 10 minut učiti, ker mislim, sem tudi pri sebi opazil, da pač itak najtežje se je pač spraviti učiti, pa si enkrat noter, v tem ritmu pač že gre, dokrat je spet nekaj nezmotne, ampak po mojem, da se zavedaš, da tudi če se gre za tistih 10-15 minut učiti, s tem zelo veliko naredil. Ja, mi dve se zelo strinjamo. Najtežje je začeti, glih to, ja. Imaš kaj takšnega? Mislim, jaz imam zdaj še vprašanja, ki so jih dijaki postavili prav direktno vama, pa mislim, sem se tudi jaz v ene parih zelo dobro najdel. Prvo vprašanje je, kako si razporediti učenje za 3 mature, ki so ena za drugo, vključno s tem, da imaš še popravca prej? Jaz moram reči, da se najdem v tem. Sicer nisem imela popravca, sem imela pa v bistvu skoraj vse možne mature ena za drugo. Pri nas je bilo tako, da sem imela sredo slovenščino, pol četrtek, petek sta bili psihologija, biologija, ne vem točno kdaj, in potem še sobota angleščina. Pol teden kasneje v soboto sem pa imela matematiko. In mene je tudi zelo skrbel, kako naj je eno za drugo. In pač nekako žal moram reči, da druge rešitve ni, kot pa to, da ti do prve mature, ali pa mogoče v tvojem primeru, če imaš blizu že popravca, do prvega popravca znaš čim več, skoraj vse, kar lahko, ker potem, ko pridejo te maturitetni dnevi, ko veš, da si danes odpisal eno stvar in te jutri zjutraj že čaka druga, si tako malo neuporaben, malo te še nese ta adrenalin in izčrpanost od pravkar odpisane mature, pa zelo pomembno je tudi to,
da si takrat vzameš malo časa za sprostitev, tako da ne bo ful časa še za učiti. Mogoče kakšno malenkost ponoviti, ampak ne smeš računati na ta en dan med maturo, če jih imaš eno za drugo. Ker ta en dan prej boš moral zadihati in moral si boš reči, ok, ta matura je stran. Seveda je super, če v življenju še kaj znamo, ne vem, o biologiji, psihologiji, slovnici, ampak v tistem trenutku si moraš tako odmakniti iz misli, reči, ok, vem, da struktur na ustnem delu slovenščine ne rabim, to damo stran. Vem, da biologija je bila sam pisni del, ni več ustnega, lahko jo damo stran in tako naprej, da si nekako čisti misli in da greš v naslednjo snov. Vse pa moraš dejansko že kar prej znati. Tjaša, bi ti kaj dodala? Ja, mogoče, da si lahko ustvariš že vnaprej, če imaš čas, samo nekaj ti kot cheat sheet, tako, samo res te glavne točke, ki jih potem ponoviš naslednji dan, ker dejstvo je, da si ogromno informacij ne boš mogel zapomniti v tistem enem popoldnevu. In ključna je ravno ta predpriprava, kjer lahko uporabite ta time blocking za učenje, torej to dopoldne ta predmet, to popoldne ta predmet. Potem si pa razdelite točne točke, ki si bi jih radi naučili, kako pa pač nekako trekaš to, kaj vse moraš znati, s temi seznami, kot sva že rekli, kjer piše vsa zahtevana znanja za vsak predmet. No, ok, super. Pol to naslednje vprašanje ste že po mojem kar dobro odgovorili, torej koliko ur na dan se učiti, kako začeti, pa tudi kako končati. Jaz bi rekla tle še mogoče, da nismo toliko poudarili, koliko pomembno si je vzeti odmore. Ker mislim, da nismo superhumans in noben si ne more 12 ur skupaj učiti. Tako da je pomembno, da si... To ne obstaja. Tudi na faksu, ja, ne. Sem poskusila, ni šlo. Tako da si mogoče res ugotovimo, kakšen je naš ritem, pa si mogoče po 1 uri, lahko je to tudi že po pol ure, če nam paše, vzamemo neke krajše odmore, lahko si naredimo malce, lahko gremo malo ven, se razgibamo, da si res namerno vzamemo čas, kjer odklopimo misli stran od učenja. In tudi zvečer. Fino je ponoviti stvari, tik preden gremo spat, ker si potem raziskave so pokazale, da tiste stvari, ki se jih naučimo tik pred spanjem oziroma ponovimo tik pred spanjem, si jih bomo potem najbolj zapomnili, tako da lahko si zvečer samo naredimo nek kratek pregled tega, kar smo se naučili čez dan, pa seveda, da si vzamemo čas za stvari, ki nas sproščajo, preden gremo spat, lahko je tudi samo to skodelica čaja pa najljubša pesem, lahko je to, ne vem, da si vzameš čas pa greš v kopel, tako ful različnih stvari, lahko je tudi kratek del najljubše serije, da res... Ampak en del. Tako je. Ja, da si vzamemo tudi čas za to. In kot je Tjaša rekla, dobro je ponoviti mogoče kakšno stvar, ki ste se učili čez dan, pa veste, da vam je delala največ težav, potem samo še enkrat obnovite pred spanjem, pa povezano s tem, koliko dolgo se učiti, je tudi to, da ne tako stiskati, se nehati učiti in iti takoj spat. Rabite nek ta prehod, da se pomirite pred spanjem. Kar se pa tiče teh odmorov, bi pa jaz rekla samo še to, da se jih pa ne rabite tudi preveč rigidno držati. Če planirate odmor na vsako uro, pa ste po tej 1 uri srednje snovi, jo seveda dokončajte, pa pol imejte odmor. Ampak spomnite pa se, da rabite vmes tudi odmore. Ja. No, pojem tako vprašanje, torej kako se učiti za ustni del mature, kako se te gradivo razdeliti na dele in čez kdaj boš kaj predelal? Deljenje na dele, stara vprašanja iz ustnih delov, zdaj, če boste vprašani med zadnjimi, veste, da od drugih tudi že slišite večino vprašanj, boste verjetno vsaj kakšnega vedeli, so pa že spet vsa podobna, poiščite vprašanja iz prejšnjih let in poiščite snov, pa že spet na ricu, kaj sploh zahtevajo od vas. To bi rekla. Tukaj bi jaz še izpostavila, mogoče, da je fajn tudi zvadati, katere stvari si zapisati na papir. Ker ko ti prideš na ustni del, imaš ti, mislim, da 10 minut, koliko da si lahko napišeš kratke zapiske, ki jih pol prineseš s sabo, tam, ko odgovarjaš, tako da mogoče, da tudi to sprobate, da vidite, kaj je tisto, kar vam res pomaga, na kakšen način si pisati oporne točke, da potem ne delaš tega prvič, ko prideš že na ustni izpit. Točno to, ja. Lahko zaigrate cel ustni izpit. Vzamete prijatelje, že spet to, skupinsko učenje, učenje na glas. Zaigrate cel ustni izpit, zato da ne gledate prvič, tako, tle so 3 ljudje, ki me poslušajo, jaz imam zdaj tle neke listke zavleč, pa jaz si lahko napišem. To se zvate, zato da vam je to že znano, da ste bolj sproščeni in se osredotočite na snov. Pa je recimo dosti zgodaj, da začneš po
pisnem delu učiti za ustne dela, a se je fajn že zdaj počasi začeti pripravljati? To pa je mogoče res odvisno od tega, kakšni ste, koliko imate časa, pa koliko imate drugih stvari vmes. Idealno bi bilo prej, pač manj kot za pisne, ker pisne imate vsem prej, pa je to v tem trenutku pomembnejše. Ampak zdaj, če nič drugega, zelo težko je reči. Probajte čim prej, ko se lahko. Ne zdaj, ne vem, paničart, pa biti anksiozni, če ne morete 3 tedne vnaprej vsega začeti, ampak prej, ko začnete, prej, ko eno stvar končate, pa greste na naslednjo, pač seveda bo boljš. Ja. Eno tako zanimivo vprašanje je bilo, torej, kako naj si razporedim predmete za učenje. Ne? Po mojem mislim, je bilo predvsem to mišljeno. Zdaj, če imaš ti se zaučiti, ne vem, fiziko, ne matematiko, da pol to skupaj, ali dati narazen, pa se vmeš malo zgodovine učiti, ne? Kako zdaj te različne načine učenja kombinirati, ne? Za različne predmete. To sem pa jaz raziskovala, zato ker se jaz dosti hitro naveličam enega predmeta, pa tudi zato, ker sem jih imela enega za drugim, pač par dni pred maturo to zgleda tako, da imaš ti odprte vse učbenike od vseh teh predmetov, ki jih imaš, in jih sam menjavaš iz roke v roko in si tako, ampak ne, to je tudi pomembno, to moram tudi. Seveda odgovor na to je, začni čim prej, kakor se da. In jaz na koncu mislim, da sem malo preklapljala, ampak raziskave pa dejansko kažejo, da mi malo preveč energije porabimo za to, da preklopimo iz enega predmeta na drugega, če preklapljamo prevečkrat. Tako da je boljše vzeti ta koncept time blockinga, pa si reči, prvo tretjino dneva ta predmet in potem, ko imate odmor, si rečete, s tem predmetom sem končal, pač na glas si rečete. Greste na naslednji predmet, in že spet imate vmes mogoče mičkan daljši odmor in ozavestite, s tem predmetom sem končal, ne bom se zdaj vračala nazaj, tudi če nisem čisto vsega znala, gremo na naslednjega. In tako iz dneva v dan. Ok, potem glede vprašanje, torej, a se splača učiti vsak dan od 7 zjutraj do polnoči, ne, to smo tudi že, mislim, ugotovili, da se ne splača, ne. Tudi, da se ne splača, tudi nič ne bo tega. Ne bo nič od tega, ja. Pa je bilo še vprašanje, torej smo vprašali dijake, kaj vas najbolj skrbi za maturo, a ne, torej kako naj se pripraviti na ustni izpit iz slovenščine, če je se toliko drugega zraven. Pač ja, saj smo rekli, kaj se sproti je začel, sproti in pa se da. Eno dijakino skrbi zgodovina, a je zelo težka, ker ne morem si zapomniti toliko podatkov, kaj še na svet, kako bi že zdaj teh politik. Matej, kaj pa če ti to poveš, ti imaš na primer zgodovino, kako se ti lotevaš? Jaz recimo mislim zgodovino, si je po mojem najlažji, pač koliko je to tak, bi človek rekel, piflarski predmet, je zelo veliko logike vmes, zelo veliko stvari se povezuje, ker ti razumeš neko situacijo zgodovinsko, ne, potem ti je tudi logično, zakaj so bile neke takle pa drugačne odločitve sprejete. Ne. In potem tudi letnice, kakšne take si jih da zapomniti, ne, da so zaporedne številke, pa da se, ne vem, številke seštejo v neko drugo, kaj na ta način, ne. Pač itak teh nekih pomembnih letnic pač pri zgodovini je in se jih pač moraš zapomniti, ampak po mojem kar meni najbolj služi to, da si probujem nekako zgodovino na nek logičen način predstaviti. Ne. Tudi mislim zaporedje dogodkov, da se tudi pač kronološko mogoče učiš, ne. Da pač itak, stvari se imajo vpliv na potem stvari, ki so prišle za tem. Tako da po mojem ta logičen pristop do zgodovine, nekaj mogočega, ki ga na prvi pogled ni, to meni najbolj pomaga. No. Ja, meni se zdi ful dober ta nasvet, ki si rekel, da si z asociacijami pomagaš, ali pa mogoče, če si moraš zapomniti kakšna imena, ali pa ne vem, kakšne kraje, da si narediš neke sestavljanke skupaj začetnic, ali pa kaj takega, da si pol lažje zapomniš kakšne take res piflarske stvari. Ali pa recimo za zgodovinska tekmovanja, vem, da sem jaz to delala, pa tudi za navadno psihologijo, da si jih tako malo karikiraš in poveš v svojem jeziku, ta boj se je pa s to zapletel in pol se je začela ta dinastija in pol je ta prevaral tega in zato je bila vojna in te se niso marali, še zdaj se ne marajo. In tako naprej, seveda na maturi to pišete strokovno in tako s fancy besedami, ampak za zapomnice pa pač lahko naredite zgodbice, kot da opravljate ljudi iz vašega kraja, pač res pomaga. Zdaj, mogoče še jaz to dodano, ker sem se učil zdaj za tekmovanje, mislim iz zgodovine tudi, ne, da sem recimo potem, ker sem pač čez dan učil, da sem zvečer si šel recimo kakšno serijo pogledati, nek dokumentarca, ne, o pač tem zgodovinskem obdobju, ne, mislim, po mojem je kar veliko pomaga, ne, pač itak je malo za sprostitev, ne, ni zdaj, da bi pač v luft gledal, ampak pač tudi zelo veliko odneseš, ne, pač ponoviš snov na nek čist drugačen način, to sem tudi zelo prav vprašal, ker sem za tekmovanje pripravljal. YouTube, ja, je poln kratkih videov, recimo sigurno ne boste imeli časa za dokumentarc za vsako snov, ampak mogoče kakšno, ki se vam zdi najpomembnejša, ki vam dela največ težav, pa mislite, da potem vodi tudi v druge stvari,
YouTube bo vedno imel kakšen kratek video. No, pa še ena takih, po moje, skrbi, ker nas veliko ljudi to čuti, torej, da se bomo kljub temu, da smo se veliko učili, zapaničarali in da bomo vse rešili narobe. Ja, jaz sem se tudi s tem spopadala in velikokrat je težko, ker si pod stresom, pa res je velik pritisk čutiš in je to čisto nekaj normalnega in mislim, da bomo čisto vsi to čutili na maturi. Bi pa jaz tukaj izpostavila, da je mogoče fino najprej, da se naspimo tisti dan, da bomo imeli boljšo koncentracijo, spomin, poskušamo zamenjati te neke negativne misli bolj s bolj pozitivnimi, vsaj tako, da si rečemo te stvari, recimo pri učenju sem se zelo potrudila, dala sem vse od sebe, zdaj bom pokazala, kaj sem se naučila, namesto tega, nisem se dosti dobro pripravila, zmanjkalo mi je časa. Potem lahko poskusite kakšne te sprostitvene tehnike, že med samim učenjem tudi mogoče, da potem to pride v navado in je lažje narediti med izpitom, da ni to prvič med maturitetnim izpitom. Veliko jih obstaja na YouTubu, so tudi kakšne, mogoče, ko slišite sprostitvene tehnike, ste tako, to bo neka meditacija, obstajajo čistko fizične, recimo progresivna mišična relaksacija, kjer tako stiskaš vse skupaj in pol sprostiš in tudi v telesu čutiš tako, da se počasi sprošča, tako da res lahko najdete tako, ki vam je pisana na kožo, ali pa kakšna dihalna vaja, recimo kvadratno dihanje je zelo simpel, da samo, vdihneš 4 sekunde, zadržiš 4 sekunde, izdihneš 4 sekunde in pol spet zadržiš. In lahko na ta način mogoče že med samim učenjem sprobaš par stvari, ki ti bojo potem prišle prav tik pred maturo, ko boš spet ful napet ali pa boš imel take, stisnjene mišice. Se strinjam, to spreminjanje misli, da tudi če nisi še čisto samozavestna ali pa samozavestna, večkrat, ko si rečeš, pa večkrat, ko delaš za to, pa spremeniš svoj tok misli in svoje plane in svoj končni cilj, lažje bo za naprej. No, to so bolj kot ne vsa vprašanja dijakov, pa skrbi. Jaz bi mogoče na koncu sam še to tako pozitivno misel izpostavil, mislim, pač po mojem se premalo zavedamo dijaki tega, da mi se zdaj 4 leta pač res, konec koncev ves čas pripravljamo bolj pa drugačno maturo. In tudi, če mogoče zdaj teh 2-3 tedne pred maturo, nimamo še občutka, da vse znamo, ker bomo šli še enkrat čez vso snov, pač to smo enkrat že znali, pa vse približno smo mogli znati, tako da bo veliko lažje šlo noter, kot pa je šlo prvič. Ja, hvala, Matej, s tem si nas v bistvu vrnil na začetek, ko smo rekli, da če ste prilezli do mature, že niste za nič. Šlo bo. Ja. Tako da bomo zdaj nazaj Petriso poklicali. Tako, meni se zdi, da je bilo tole, sem poslušala, da je bilo veliko uporabnih informacij, ko bi jih jaz želela vedeti, ko sem delala maturo, ampak zdaj je fajn, da smo naredili to okroglo mizo, da pa lahko vi veste, kako res na najboljši način izkoristiti tele dneve, čeprav je sonček in mogoče motivacije primanjkuje, da se lahko vseeno usedete in odpišete in res date čez, kako so že rekli, test odraslosti. Tako so nam rekli v gimnaziji. Zato, da ste potem odpikali z gimnazijo, pa z ostalimi srednjimi šolami, pa lahko greste naprej v življenju, potem na faks. In to je tudi ful dobra predpriprava za izpite, ker boste mogoče tudi te načine učenja, ki jih boste zdaj uporabili, definitivno potem lahko tudi uporabili v času kolokvija in pol na koncu. Tako da, Tjaša, Sara, ful hvala za tole okroglo mizo. Verjamem, da je bilo odlično. No, ne verjamem, vem, ker sem poslušala, bilo je odlično. Matej, hvala, da si bil in tudi hvala vsem vam, ki ste prišli na ta dogodek in ki ste poslušali. Verjamem, da vam je bilo super, ker je meni bilo super. Če imate še kjerokoli vprašanje, smo vam pa na voljo. Instagram, e-mail, karkoli, sam napište. Veliko sreče pri maturi. Vsi držimo pesti, imate to. Hvala, srečno. Hvala, dio.